Pozdravljeni tudi na današnji izjavi glede aktualnega stanja v zvezi z koronavirusom. Najprej minister za zdravje, izvolite. Tako pozdravljeni, začeli bomo kot zmeraj z aktualnimi podatki o številu pozitivnih testov. Ta trenutek imamo v Sloveniji 47 pozitivnih testov, v Ljubljanski regiji 27, na Dolenjskem in v Beli krajini 12, na Štajerskem 3 in 3 pozitivne primere na Primorskem. Se počujem, imamo še enega v Murski Soboti. Žal številka okuženih narašča, kar smo sicer tudi pričakovali. Danes imamo dve posebni situaciji in sicer imamo okužbo učiteljice v osnovni šoli Frana Albrehta v Kamniku. Ko smo pridobili to informacijo, sem potrdil, da se šola zapre, tako da mislim, da po moji informaciji je šola že zaprta. Več o tem vam bo povedala državna sekretarka na Ministrstvu za šolstvo, gospa Buk. Imamo tudi nove okužbe v Univerzitetnem kliničnem centru v Ljubljani in sicer konkretno na ginekološki kliniki, tako da vam bom tudi prebral ukrepe, ki so bili že zaradi te okužbe izvedeni. Jih je kar nekaj in sicer zapre se levnišče in se izvaja samo ena ambulanta za zdrave nosečnice in pa soba za naročanje. V službi za osebje, ki je negativno oziroma nima znakov bolezni pri delu s pacienti oziroma tesnejšimi stiki, uporabljajo kirurške maske. Prepove se prisotnost očetov pri porodu in obiski očetov v vseh enotah porodnišnice. Ustavljanje elektivni program. Vse urgentne obravnave potekajo na kliničnem oddelku za ginekologijo, razen že začeti OVPM program in medikamentozni splav, ki se izvaja na kliničnem oddelku za reprodukcijo. Vse doplačniške in samoplačniške ambulante so do preklica odpovedane. Po naročilu epidemiologa so vsi zaposleni, ki imajo soglasje za delo pri drugem delodajalcu, naslednjih 14 dni ne smejo opravljati dela pri drugem delodajalcu. Očetje, ki prihajajo po porodnice, po odhodu domov, ki se obravnavajo kot zdrave nosečnice, odidejo na oddelek brez maske in v čim krajšem možnem času zapustijo porodnišnico. Očetje z znaki prehladnih obolenj počakajo na vhodu porodnišnice. To so ukrepi, ki so bili izvedeni v kliničnem centru. Naslednja pomembna tematika in pa tudi veliko vprašanj, ki v zadnjem dnevu prihaja, so vprašanja o meji z Italijo. Delovna skupina v sestavi Ministrstva za zdravje, Ministrstva za notranje zadeve, policije, civilne zaščite, Ministrstva za javno upravo in Rdečega križa ravno kar zaseda na našem ministrstvu, tako da dokončujemo konkretne ukrepe in pa uredbo o poteku te mejne kontrole, tako da vam bomo kaj več povedali v naslednji, oziroma konkretno povedali v naslednji tiskovni konferenci. Za zdaj pa lahko povem, da Slovenija ne zapira meje z Italijo, ampak pripravljamo ukrepe, na podlagi katerih se bo ob meji z Italijo začel izvajati smiseln in izvedljiv nadzor nad zdravstvenim stanjem potnikov. Kot že rečeno, ravno kar pripravljamo te ukrepe. Na sestanku smo pa dogovorili že nekaj dejstev, ki vam jih lahko povem, da bomo imeli na mejni črti za Italijo 6 kontrolnih točk. To bodo Rateče, Robič, Vrtojba, Fernetiči, Škofije in Krvavi potok. Vse ostale poti se zaprejo. Ceste zaprejo občine, upravljalci cest so dolžni zagotoviti tudi ustrezno signalizacijo za kontrolne točke in zaporo cest. To bo veljalo do sprejetja uredbe in objave v uradnem listu. Kot pa že rečeno, veliko podrobnosti moramo še uskladiti, ekipa dela in tako, ko bomo imeli uredbo pripravljeno, boste seveda z vsebino seznanjeni. Še nekaj dejstev oziroma uredb in pa odredb, ki smo jih sprejeli v preteklih dneh. Se pravi, sprejeli smo odredbo o prepovedi dogodkov v zaprtih prostorih nad 500, potem naslednja bila včeraj nekoliko bolj rigorozna, torej prepoved vseh dogodkov nad 100. Pripravili smo tudi danes odredbo, ki jo bom tako v tiskovni konferenci tudi podpisal, in sicer, da se začasno zaustavijo vsi
preventivni programi, ki jih trenutno izvajamo v zdravstvenem sistemu in zdravstveni kader, torej tako zdravnike kot medicinske sestre, razporedimo na tista delovišča, kjer nam trenutno kadra primanjkuje ali pa računamo, da se bo to zgodilo. Danes sem poslal aktualnemu predsedniku vlade in novemu predsedniku vlade pismo s predlogom, da nemudoma prevzame vodenje in koordiniranje te krize vlada Republike Slovenije. Saj trenutno stanje namreč presega zmogljivosti in pristojnosti enega ministrstva, to je Ministrstva za zdravje. Letaki, še ta informacija, včeraj smo vas seznanili z letaki, ki jih bomo distribuirali v vsa gospodinstva. Ti letaki bodo predvidoma do konca tedna v gospodinstvih. Potem še pomembna informacija v zvezi z nabavo zaščitne opreme. Danes je bilo dokončno izvedeno naročilo zaščitnih mask in sicer smo naročili 500 000 mask tipa FFP2 in pa 1 milijon 300 kirurških zaščitnih mask. Toliko mogoče za začetek o trenutnem stanju, potem bomo skušali odgovoriti na ostalo vprašanje. Hvala ministru za celovito poročilo, zdaj pa prosim za bolj podroben prerez stanja direktorice NIJZ. Izvolite. Dobar dan. Pravzaprav je minister večino stvari že povedal. Kot ste slišali, imamo 47 primerov znanih do sedaj. Še vedno sledimo vsem prvim vnosom, je pa seveda po prvih vnosih že nastalo nekaj tako imenovanih sekundarnih primerov, ponekod terciarnih in kvartarnih, kar pomeni, da so si med seboj ljudje okužbo podajali. Kot ste že slišali, smo imeli to kot prvič podatek o primeru osebe v eni izmed slovenskih osnovnih šol. In danes po noči je že tako iztekla akcija, kjer smo pripravili tako za učence kot za zaposlene tudi predloge, kako naprej. Ocenili smo, da je glede na stik tako za učence kot za zaposlene možnost okužbe zelo nizka, ker niso imeli tesnega stika. Kljub temu pa so epidemiologi izdali navodila za izrazito preventivno dejanje, saj želimo širjenje virusa, kolikor je prišel do otrok, čim bolj zamejiti. In za tiste, ki so bili v stiku z bolnikom, velja omejitev gibanja, kar pomeni, da ne bodo doma, se ne družijo z vrstniki, se ne udeležujejo aktivnosti izven doma, poostrijo higienske ukrepe, umivanje rok, higiena kašlja in tudi ne spijo v isti sobi s sorojenci. Še posebej bi želela izpostaviti to, da otroci, ki imajo kakršnekoli znake okužbe zgornjih dihal, naj res se izogibajo stikov z starejšimi, z detki, z babicami oziroma z tistimi, ki imajo kakršnekoli motnje imunskega sistema oziroma so kakorkoli bolj šibki ali ranljivi. V trenutni epidemiološki situaciji seveda ocenjeno, da zapiranje 6 šol na splošno še ni potrebno. Seveda pa zelo podrobno spremljamo vsak primer posebej in bomo v primeru, da se bo zgodil spet vnos v katerega izmed kolektivov z ukrepom zapiranja, predlogom ukrepa zapiranja nadaljevali v skladu z pristojnimi ministrstvi. Pričakujemo, da se bo obseg ukrepov, ki smo jih že predlagali, dnevno spreminjali. O njih smo tudi včeraj razpravljali na koordinacijski skupini za nalezljive bolezni in vas bomo seveda sproti seznanjali. Hvala direktorici. Zdaj pa k besedi vabim poveljnika civilne zaščite, gospoda Srečka Šefčana. Ja, hvala lepa. Tudi z moje strani je lep pozdrav. Na osnovi pisma, ki ga je omenil zdravstveni minister, predsednik vlade, prosil, če prevzamem koordinacijo. To sem tudi storil. Seveda bom v naslednjih urah in pa dnevih tudi malo reorganiziral delo te koordinacijske skupine, kar pomeni, da bomo prišli na neko vrsto štabnega vodenja in seveda z delom podskupin reševali zagate, ki se pojavljajo zdaj na tej skupini, ki je pa po mojem mnenju preširoka in preobsežna. Tako da že jutri bomo se sestali v neki omejeni skupini, kjer bom tudi
kljub temu, da ni aktiviran državni načrt in možda tudi še ne bo potreben potem, bomo začeli z delom štaba, seveda v operativni sestavi in pa s vsemi temi, kot sem rekel, podpornimi skupinami, tukaj seveda predvsem mislimo na strokovnjake iz področja zdravstva, da bodo nam svetovali za določene ukrepe. Tako da to delo, jaz mislim, da ne bo trpelo nobene prekinitve in tudi ne sme trpeti te prekinitve. Bomo pa skušali vse te zadeve vkalupiti v en model, ki ga vladamo, tako da bomo potem tudi ustrezneje komunicirali na vseh nivojih. Toliko da. Hvala poveljniku, kratko in jedrnato, podrobneje o ukrepih na eni izmed osnovnih šol, bo pa povedala državna sekretarka na pristojnem ministrstvu za izobraževanje. Martina Vuk, izvolite. Hvala lepa, dober dan. Torej, kot je bilo že rečeno, osnovna šola Frana Alberta v Kamniku je tista, na kateri se je potrdil samooklicno pri eni od učiteljic in mi že ves čas tesno sodelujemo tako z Ministrstvom za zdravje kot z NIJZ-jem in zato je bilo skupaj dogovorjeno, da se v tem primeru šola zapre, kjer pač na prvo mesto postavljamo varnost in zdravje otrok, da smo na ta način skupaj tudi odreagirali. Seznanjena je tako lokalna skupnost, štab civilne zaščite v Kamniku, kot seveda sedaj tudi učenci in starši. Za naslednjih 14 dni ta ukrep velja in seveda pač bomo tako ravnali po potrebi in v skladu z dogovorom in s priporočili stroke tudi v naprej. Jaz mislim, da ni odveč večkrat ponoviti tudi te preventivne ukrepe, zlasti pa to, da naj se vsi učenke, učenci, vsi zaposleni res držijo teh navodil, ki jih dajo epidemiologinje in epidemiologi, zlasti pa ne nimajo in naj se res dosledno izogibajo stikov s starejšimi osebami, s tistimi s kroničnimi bolezni, s tistimi, ki imajo zmanjšan imunski sistem, ker tam potem grozi prava skrb in tega se je res treba držati dosledno. Hvala državni sekretarki in ne nazadnje, generalni direktor kliničnega centra, dr. Janez Poklukar. Lepo pozdravljeni. V Univerzitetnem kliničnem centru zaradi zmanjšanja možnosti prenosov okužb nadaljnjega v zmanjšanjem obsegu, tako kot je že povedal gospod minister, deluje stomatološka in pa ginekološka klinika. Aktivno preverjamo vse stike, ki so bili potrjeni in seveda vodstvo teh klinik dnevno organizira delo na način, da lahko poskrbimo za paciente, ki to pomoč nujno potrebujejo. V zadnjih podatkih imamo med zaposlenimi v kliničnem centru 6 pozitivnih oseb. Vse te so praviloma iz vodstva kliničnega centra oziroma klinik, tako da praviloma niso imeli stikov s pacienti. Ginekologija in porodnišnica sta sprejeli seveda ukrepe, kajte tukaj gre za te prve bistvene in seveda ti ukrepi, ki so pomembni za obiskovalce in za paciente, so tudi v teh minutah že objavljeni na straneh kliničnega centra. Če ponovim glavne poudarke, do nadaljnjega se prepove prisotnost očeta pri porodu, ukine se elektivni program, očetje, ki hodijo po porodnice, morajo biti zdravi. V službi je osebe, ki je negativno in nima znakov pri delu, ki je pri endotesnih stikov, pa uporabljajo kirurške maske. Določen del preventivnih in nenujnih programov smo iz vidika preventive pacientov zmanjšali tudi na infekcijski kliniki, ker veste, imamo glavno obravnavo pacientov z novim virusom, zaradi sodelavke na stomatološki kliniki, ki sicer ni zbolela v stiku s pacienti, ampak preko stika iz tujine, pa seveda ravno tako sledi sprememba dela in tam bomo organizirali predvsem delo tako kot na ginekološki kliniki v prvi vrsti za vse tiste, ki pomoč potrebujejo.
ali pa tiste zdravstvene storitve, zaradi katerih bi lahko prišlo do poslabšanja zdravja, vse ostale, ki bi po nepotrebno kakorkoli ogrožali, bomo pa seveda prenaročili in jih klicali na nove termine, ko bomo z epidemijo oziroma grožnjo, ki jo imamo pred vrati v zdravju. Hvala. Hvala direktorju. Zdaj seveda sledijo vaše vprašanja, tako da kot ponavadi prosim, da pač govorite v mikrofon, pa poveste, komu je namenjeno vprašanje. Videla sem najprej Dnevnik, potem TV Slovenija, Pop TV, Nova 24, vsekakor ne bomo nikogar prezrli. Izvolite, Dnevnik. Na kakšen način bo urejeno varstvo otrok, ki ga še potrebujejo, bodo starši dobili bolniško zalego, verjetno bo takih vprašanj prihodnje vse več, in pa še kako poteka okužba pri otrocih. Iz tujine zelo malo podatkov o okužbah v tej starostni skupini, a so sploh pomemben faktor pri širjenju okužb otroci. Je to primerljivo z gripo ali ne za gospod Pirnač, pa še za gospoda Šabedra, glede nadzora na meji. Kaj je do danes že znanega, bo policija dobila okrepitve, bo zmogla zdravno še redno delo na tem območju? Bom najprej začel s tem delom, ker bo verjetno veliko vprašanj v zvezi z mejo. Kot sem že uvodoma povedal, ravno kar skupina dela in na vsa ta vprašanja ali pa na večino vprašanj vam ta trenutek zelo težko odgovorim, tako da bomo tako, ko bo uredba pripravljena, ko bo skupina pripravljena natančni potek in bomo začeli z aktivnostmi, vas bomo tudi seveda obvestili, sklicali in vam detaljno pojasnili, kako bo potekal mejni nadzor, katere bodo, torej kakšne bodo sestave ekipe. Lahko vam pa posredno odgovorim, vsej po informacijah strani vodstva policije, bo policija lahko zagotovila ta kader, ki ga bomo potrebovali na meji. Tako da več o meji v naslednji tiskovni konferenci, tako da vam bomo čim več vprašanj poslušali takrat odgovoriti. Zagotovo bomo danes uredbo pripravili, bomo vedeli, kako bo časovno, moramo povedati, da smo zelo na tesno s časom, veliko obveznosti, tako da lahko bo danes, lahko pa jutri, ta trenutek moče ne znamo govoriti, ampak vas bodo seveda obvestili, ali bo danes še na tiskovni konferenci. V preteklih dneh je bil objavljen članek glede okužbe pri posameznih starostnih skupinah, ki je navajal, da okužba pri otrocih v večini primerov poteka blago. Vendar je bilo pa tudi napisano, da pa pri nekaterih otrocih so pa videli dalj časa izločanje virusa še po preboleli bolezni. Iz tega sledi, da je izrecno opozorilo, da je ob pojavu znakov kašljanja, kihanja, drugih okužb dihal pri otrocih biti treba še posebej pozoren in biti pozoren dlje kot pri odraslih. Omenjeno je bilo tudi izločanje preko prebavnega trakta. Možnost okužbe preko prebavnega trakta je sicer še v preiskovanju, vendar veljajo vse higienske mere. Res umivanje rok, higienski ukrepi, higiena kašlja. Posebej težki primeri pa v tej starostni skupini niso opisani, prav veliko ne, vendar je treba vedeti, da pa lahko otroci predstavljajo pomemben vir pri širjenju virusa v okolico in zlasti na prenašanje na starejše. Glede zagotavljanja varstva otrok na domu bo prav gotovo potrebno v okviru delovne skupine, katero je gospod Srečko omenil, organizirati se pogovoriti, kako bo to optimalno izvedeno, ker bolniški stalež zaradi tega, ker je otrok doma, zaradi na samo opazovanju staršu ne pripada. Kaj svetujete staršem, ki so se znašli v tej situaciji, da ne bodo klicali starih staršev, ki morajo morda hkrati tudi kronično bolezen za varstvo? Možnosti je več. Možnosti je od koriščenja dopusta do dogovora z delodajalcem, ali je možno dobiti delo na domu. Možnost je tudi za organizacijo, če so kakršnekoli sorodniki oziroma drugi dostopni sosedje, s katerimi so že imeli ali imajo stike predhodno, da se organizirajo varstvo. Možno bi bilo, da bi tudi starši, ki jih je zdaj več v isti situaciji, organizirajo varstvo za 2 do 3 otroke, vendar na razdalji drug od drugega. Bistveno je samo, da se osebe, ki imajo akutne okužbe dihal, res ne združujejo in da se
zagotovi ustrezne higienske razmere, da se roke dobro umivajo, da se poskrbi za higieno kašlja in podobno. Ampak prav gotovo o tem bomo morali še razpravljati in ravno za tega smo večkrat omenili, da zapiranje šol in vrtcev pomeni ukrep, ki ga je res potrebno skrbno pretehtati, ker nam povzroči cel kup vprašanj v skupnosti, ki jih mora seveda reševati skupnost z vsemi podporami. Hvala. Vemo, da je vprašanj veliko, vsak dan se trudimo, da dajemo čim bolj izčrpne odgovore, ampak kljub vsemu prosim, dajmo možnosti vsem kolegom, tako da če lahko omejite vprašanja, pač na najbolj nujna, pa magari gremo potem v drugi krog. Izvolite, TV Slovenija. Glede na to, da koordinacijo prevzema civilna zaščita, ali to pomeni, da smo že na kakšnem robu razglasili kakšnih izrednih razmer? Zanima me, kako ste v šoli postopali v smislu, ali ste razkužili kakšne prostore, so bili kakšni taki ukrepi tudi sprejeti? In še glede infekcijske klinike me zanima, ali so zdaj te novi okuženi sprejeti v bolnišnico ali so lahko doma glede na njihovo zdravstveno stanje? Hvala. No, seveda ne gre za nobene izredne razmere. Prej sem omenil, niti načrta nismo še artigrali, ker za to ni potrebe niti zakonske podlage. Šlo je predvsem za prošnje, odnosno na predlog ministra, da to prevzame nek drug, ki ni, bom rekel, bil do zdaj toliko upleten, tudi zaradi pregorelosti vsega skupaj, pa morda tudi zaradi drugačnega načina dela. Tako da jaz sem to seveda po nalogu predsednika sprejel in bom to peljal dokler bo potrebno. Kar se tiče čiščenja prostorov šole, seveda bo zdaj v tem času, ko bo šola zaprta, izvedeno čiščenje, razkuževanje prostorov in vse tisto, da lahko je šola potem normalno naprej pripravljena za izvajanje pouka. Hvala. Naslednje vprašanje POP TV. Če lahko en krog naredimo z vsemi predstavniki. Mi niso odgovorili. Za infekcijsko kliniko in kaj je specialno. Na infekcijsko kliniko seveda sprejemamo vse, ki ta trenutek potrebujejo zdravljenje v bolnišnici, tiste, ki pa so pozitivni na odvis koronavirusa in pa so hkrati asimptomatski, pa glede na presojo, pustimo tudi v domačem okolju, kjer je seveda potrebno prej zagotoviti ustrezne pogoje za samoizolacijo, pa seveda hkrati morajo biti izpolnjeni pogoji, kot sem rekel, da ta oseba ne potrebuje slučajno zdravljenje. Tako da vse, ki pa tega ne zmorejo doma, pa ostanejo v bolnišnici. Hvala. POP TV, naslednji. Ja, Suzana Beran, POP TV. Vem, minister Šabeder, da ste rekli, da bo verjetno kasneje vse pojasnjeno. Pa vendar, če lahko javnosti samo poveste, zakaj je prišlo do spremembe v sklepu, ki ga je napovedoval sinoči premier v odstopu Šarec. Dejal je, da bo zaprla Slovenija mejo za vas potniški promet in to v obe smeri, tudi za Slovence, tudi za tiste, ki imajo morebiti svoje otroke v italijanskih šolah ali vrtcih. Zakaj zdaj taka sprememba? Vi ste dvakrat izrecno poudarili, ne zapiramo meja, ampak zgolj za tuje potnike uvajamo kontrolo. Zakaj taka sprememba in ali nameravate v prihodnje zapreti mejo? Samo to, če lahko prosim pojasnite. Mislim, da že včeraj ni bilo govora o popolnem zaprtju meje, vendar smo govorili o podobnem ukrepu, mislim, da tako tudi povedal predsednik vlade, gospod Šarec, podobnem oziroma enakem ukrepu, kot ga je izvedla Republika Avstrija, ki prav tako ni zaprla meje z Italijo oziroma konkretno z Južno-Tirolsko, ampak je vzpostavila mejni nadzor, kjer lahko mejo prečkajo samo tisti potniki, ki imajo torej potrdilo o negativnem vzorcu na COVID-19 staro ne več kot 3 dni, torej da se lahko te potnike zavrne. Enak sklep smo sprejeli nocoj po noči tudi na vladi. A Slovenci lahko pa mirno prečkajo mejo, recimo na Primorskem, kjerkoli? Da. Nova 24 je naslednji, potem sledi Al Jazeera. Ja, hvala. Jaz imam vprašanje zdaj, kar se tiče teh kontrolnih točk, ki ne bi bile na meji z Italijo. So nekateri mejni prehodi ne bi potem bili odprti, ker je informacija, da bi bili ostali zaprti. Pa še dobili smo tudi obvestilo, da je bila ena zaposlena na osnovni šoli Naklo, pa 2 učenca, da sta bila v stiku z osebo, ki je kasneje bila potrjena kot okužena s koronavirusom, da je bil nacionalni inštitut za javno zdravje že obveščen, tudi ministrstvo, ampak da so se odločili, da zdaj niso nadaljnji potrebni. V kakšnem primeru bi lahko recimo zaprli tudi osnovno šolo Naklo?
bom najprej začnemo šolo, potem zmejo. Kar se tiče tega konkretnega primera, o katerem me sprašujete, ne vem, povedal sem vam podatke o trenutnem stanju, ki sem jih dobil, mislim, da minuto preden smo začeli to tiskovno konferenco, tako da lahko, da je res kakšna nova informacija tudi na ministrstvu, ampak ta trenutek vam tega ne znam še odgovoriti. Seveda bomo glede na nove primere odreagirali skladno z stroko in skladno z ukrepi, ki jih izvajamo tudi v drugih šolah. Vkolikor bo potrebno šolo zapreči, me direktno sprašujete, da, odgovor je da, bomo tudi ta ukrep seveda sprejeli. Kar se tiče pa kontrolnih točk, pa sem jih prej tudi navedel, kontrolne točke, ki bodo, jih je 6, to so Rateče, Robič, Vrtojba, Fernetiči, Škofije in Krvavi potok. Vse ostale poti se zaprejo. Tukaj smo zelo konkretni, se zaprejo se tudi občinske ceste, tako da zato bodo dolžni poskrbeti upravljalci cest, tako da danes zraven na sestanku sedijo tudi predstavniki infrastrukture DARS-a, Direkcije za ceste, vsi bo tudi občine, tako da je ta skupina sorazmerno široka. Morate pa razmerno je, glede na to, da trenutno ni bila vzpostavljena infrastruktura na tej meji za Italijo, tudi ne ekipe, je potrebno kar veliko logistike, oziroma je precej velik logistični zalogaj, da bomo to znotraj današnjega dne tudi izvedli. Hvala. Nova 24, Al Jazeera, izvolite. Gašper Lubaj, Al Jazeera. Gospod minister, vladni sklep se nanaša na današnji dan, se pravi, današnji dnem naj bi ta novi režim vzpostavil. Se pravi, je to, lahko to zagotovo rečemo, ali je možno, da bo tudi jutri se ta nov režim začel, pa če lahko samo v 2 stavkih, se pravi, to bo izgledalo približno tako kot v Avstriji, se pravi, zdravstveni delavci merijo temperature. Sklep začne veljati za današnjim dnem, vendar se začne izvajati najkasneje v 5 dneh, tako piše v vladnem sklepu, če sem zelo, če imam prav v spominu. Tako da, kar se tiče pa mejnega nadzora, samega nadzora zdravstvenega stanja pacientov, oziroma se pravičujem, zdravstvenega stanja potnikov in pa tranzita, pa ravno kar oblikujemo natančen proces oziroma natančen potek, kako bo potekal pregled oziroma ta zdravstvena kontrola tako teh dokazil in pa tudi zdravstvenega stanja. Tako da temu primerno bo potem potrebno prilagoditi tudi ekipe, ki bojo na mejnem prehodu. Zdaj, a bodo to bolničari, bo to Rdeči križ, a bodo potrebni tu zdravniki, bo odvisno seveda od načina kontrole, ki se bo izvajala. Seveda bo pa zraven teh zdravstvenih delavcev zmeraj prisotna tudi ekipa policije. Hvala. Naslednje vprašanje na Delo. Pozdravljeni, člana novinarka Dela. Mene zanima, kakšen je zdaj načrte za ostale osnovne šole. Vemo, da posamezne fakultete so zelo stihijsko sprejela ukrepe oziroma vsaka po svoje se odločala glede na to, glede na število študentov posameznih predavanj, so omejili število na 100 in so tista predavanja ukinili. Vemo pa, da v šolskih jedinicah je tudi po 100 otrok. Kako boste v zvezi s tem ukrepali? Potem pa še vprašanje za gospoda Poklukarja, je okužba bila samo na ginekološki kliniki, zdaj se sliši tudi o pozitivnem primeru na nevrološki, če lahko še vse s tem, ki mogoče rečete. Hvala lepa. Najprej glede ostalih šol, mi šolami ves čas komuniciramo, tudi prejele so vse osnovne, srednje šole, vrtci, tudi vsi ostali naši zavodi, 3 okrožnice do zdaj, ki so bile v celoti usklajene tako z Ministrstvom za zdravje kot z NIJZ-jem, kjer smo dali šolam priporočila, navodila, kako ne ravnajo zlasti z vidika preventive in sproti. Ta del tudi dopolnjujemo, kot se pač situacija spreminja, kot prihajajo nova priporočila in kot se kaže potreba na terenu. Fakultete so v svojem univerze pravzaprav že postavijo avtonomne v svojem delovanju, tudi njih smo opozorili, naj izhajajo iz teh odredb, ki so bile sprejete, torej glede prepovedi zbiranja in jim priporočili, naj omejijo predavanja tam, kjer gre za večje število študentk in študentov. In to so tudi storili, medtem ko šole se same ne morejo in tudi ne bi bilo prav, da bi se šole in vrtci lahko sami odločali o svojem zaprtju, o prenehanju izvajanja pouka. To lahko storijo samo na podlagi odločitve ministra za zdravje in potem ministra za izobraževanje.
in tako se bo ravnalo tudi naprej glede konkretnih primerov. Glede samega izvajanja pouka in ostalega izobraževalnega procesa, zlasti šolam ves čas in vrtcem seveda svetujemo, da naj upoštevajo te nasvete glede izvajanja preventive. Torej res striktno umivanje rok, povečanje mogoče dežurstev učiteljev pri vstopih v jedilnico, pri umivalnikih, zato da to nadzorujejo. Pogovor med samim poukom, tako pri razrednih urah, kot pri drugih oblikah dejavnosti, da se pogovarjajo pač o trenutni situaciji, o možnih preventivnih ukrepih, zlasti o tem, kako naprej vzpostavljati stike oziroma jih ne vzpostavljati starejšimi in tako naprej. Tudi samo organizacija obrokov, torej poteka kosila v jedilnicah naj bo temu prilagojena, da so večji razmaki med učenci, da se res striktno nadzoruje to umivanje rok in tako dalje, da se pač zasledujejo cilji, da do prenosa okužbe ne bi prišlo. V Univerzitetnem kliničnem centru ta trenutek potrjeno beležimo pozitivnih 5 zaposlenih na kliniki za ginekologijo in enega zaposlenega na kliniki za stomatologijo oziroma stomatološki kliniki. Res pa je, da sem v prihajanju sem dobil informacijo, da se preverja en brisov na neurologiji, tako da dokončnih podatkov o temu pa še nisem prejel. Hvala. Hvala. Naslednje vprašanje. Aleš Kocenesta, vprašanje za gospoda Šabedra. Me zanima, kdaj se bo začelo izvajati mirne temperature potnikov na letališčih oziroma letališču in pa kdo ga bo izvajati? V zvezi z tem tako imenovanim entry screeningom na letališču Brnik prav tako pripravljamo ukrepe oziroma pripravljamo načrt, tako da ta trenutek vam še ne znam povedati, kdaj to bo. Morate razumeti nekaj vsi skupaj, da tisti, ki vodimo to krizo, smo tukaj zdaj ta trenutek. In ko smo tukaj, ne delamo nič drugo, ko odgovarjamo na vprašanja. Imamo nešteto žarišč, ki se odprejo vsak dan na novo. Tudi za letališče Brnik skrbim osebno, tako kot za zaprtje mej skrbim osebno in enostavno vsega v teh 24 urah, kot jih ima navadno dan, žal ne zmorem. Ne iščem poročila, ampak želim vam samo povedati, da delamo maksimalno, kar se da narediti. Zato tudi moje pismo danes obema predsednikoma vlade, da se ta kriza dvigne na vladni nivo in da se vključijo vsa ministrstva in vsi resorji pri pomoči. Tako da seveda bo pa ukrep, ki je nujno potrebno tudi na letališču Brnik, začel delovati v nekem naslednjem dnevu. Radio Slovenija čaka, izvolite. Jaz imam vprašanje za Mejcev in sicer jih zanima, rekli ste, slovenski državljani bodo lahko prehajali, ali bo potrebno tudi dokazilo o začasnem ali stalnem prebivališču, namreč kar nekaj jih ima slovensko državljanstvo, nimajo pa pri nas prebivališča, njih zdaj zanima, ali bodo lahko prehajali mejo ali ne. Jaz ste pristo že sama nekako odgovorila, slovenski državljani imajo prost prestop, tudi če imajo bivališče, druge so slovenski državljani, torej velja za njih enako pravilo kot za ostalo. Hvala. Naslednje vprašanje, izvolite. Za gospoda Šabedra vseeno, če se morda že ve, če bodo na meji nadzirali tudi voznike tovornjakov in pa glede zaprtih mejnih prehodov iz policije neuradno slišimo, da kadra ni dovolj, se razmišljajo poklic tudi vojske, nekaj tudi te zaprte mejne prehode bo verjetno treba nadzirati. Zdaj v drugi točki vladnega sklepa, ki smo ga včeraj ponoči oblikovali, je tranzitni promet izključen, tako da se tranzita ne bo predvidevalo, posebej izločen iz te uredbe. Kar se tiče pa vaše nevladne informacije o manjku policijskega kadra, pri meni ravno po sami sedi vrh policije in pa notranji minister, tako da te informacije iz njihove strani nisem dobil. Vse zagotovili so, da bomo lahko vzpostavili z obstoječo ekipo policije, torej z obstoječim kadrom policije, nadzor nad temi 6 menjimi točkami. Tako da vam žal na ta vaš nevradni podatek ne morem, ali ne znam. Hvala. Gremo v zadnji krog. Imamo Al Jazeera, TV Slovenija in pa Delo dopolnilno vprašanje. Oprostite, gospod minister, ampak vendarle sklep, ki ga jaz zahajam, ne govori o 5 dneh za implementacijo. Morda vi govorite o uredbi, ki ste jo že sprejeli, verjetno ne. Tako da to je pomembna informacija, se pravi, kdaj začne režim veljati, pa prosim za dodatno informacijo.
Sklep začne veljati z današnjim dnem, torej sklep vlade, to je jasno. Kar se tiče pa uredbe, jo pa ravno kar pripravljamo in uredba je seveda podlaga za izvedbo tega omenjenega nadzora, tako da uredba pa bo v današnjem dne, torej današnji dan pripravljena in bo tudi začela objavljena v uradnem listu, torej to bo vse skupaj danes tudi začela veljati. TV Slovenija, izvolite. Ali imajo od teh, ki so zboleli, kdo težji potek bolezni oziroma ali kdo potrebuje zdravljenje na intenzivni terapiji? Ali drži, da je zbolel eden od varovancev v domu starejših občanov Metlika? In pa glede na to, kar ste otroci povedali, ali bodo kakšni posebni ukrepi pri pediatrih? Svežih kliničnih podatkov ta trenutek nimam. Pri otrocih se bomo seveda pogovarjali s pediatri, vendar ta hip moramo vedeti, da gre to za otroke, ki so imeli zelo malo stika in gre ta hip za zdrave otroke, za katere ne pričakujemo, da bodo zboleli. So pa pediatri, kot vsi ostali zdravstveni delavci, seveda dobili obvestila za ravnanje, kot vsi drugi zdravstveni delavci primarnega zdravstvenega nivoja. Torej, kako ravnati, vkolikor je pride do suma do okužbe z virusom COVID-19. Kar tudi starši, recimo, ki bi imeli otroka zdaj doma, ki bi zbolel z znaki neke okužbe, bi poklical pediatra in se naprej posvetoval. Kaj pa dom starejših občanov? Kaj pa varovanec iz doma starejših občanov Metlika, če je zbolel? Imamo podatke, ja, o zbolelem iz doma starejših občanov Metlika, da. Ima simptome? Se opravičujem, a lahko govorite v mikrofon, pa spoštujmo vrstne resno. Ja. Delo je naslednje. Vprašala glede na pismo gospoda Šabedra in prošnjo za pomoč. Ali smo torej zdaj že v drugi fazi širjenja okužbe ali še ne, koliko daleč od epidemije smo in aktiviranja državnega načrta? Bom jaz na prvi del pogovoril, kolegica Nina Pirnat pa na drugi del. Tole ni prošnja pa pomoč, ampak je nekako prošnja, da se vključijo vsi vladni resori v svoji celotni sestavi in celotnimi ekipami glede na obseg dela. To ne pomeni, da smo trenutno prihajamo iz faze 2, kateri se sicer res da bližamo ali pa torej v fazo 3 oziroma v razglasitev epidemije, daleč od tega. Se pa situacija seveda vsak dan, kako ne rečem, poslabšuje, zaostruje, kakokoli bomo temu rekli število. Pozitivnih je vsak dan večji in seveda je odgovornost ministra, da opozori vlado oziroma pozove vse ostale resore, da se maksimalno vključijo z svojimi resori. To pomeni, da se včeraj do danes kar maksimalno spremenilo, vendar ocenjujemo, da bodo resursi Ministrstva za zdravje premajhni v naslednjih dneh oziroma tednih. Hvala. Pardon, se opravičujem. Ko sem že uvodoma povedala, ta hip še vedno vemo za vse tako imenovane prve obolele, ki so imeli potem stik z nadaljnjimi in povzročili tudi na nek način širjenje okužb. Številka je pač 47, kot vemo, zato moramo ta hip sprejeti vse možne ukrepe, s katerimi bi preprečevali širjenje virusa v okolico. O epidemiji ne moremo govoriti, ker, kot rečeno, ni nam še na enem kraju veliko število ljudi zbolelo, ampak moramo pa res narediti vse, da z dosedaj znanimi dejstvi preprečujemo širjenje v okolico. Tako od bolnikov, tako od zdravstvenih delavcev in seveda kot od vseh potencialnih kontaktov. Imamo še 3 vprašanja, prosim, če so zadnja, da potem lahko idemo nazaj na delo. Pop TV, izvolite prvi. Minister Šabeder, mene zanima, imate že kakšen odgovor od premierja v odhodu in premierja v prihodu in pa predvsem glede na to, da smo ravno v tem občutljivem delu, ko se ena vlada poslavlja, druga prihaja. Včeraj je na nacionalni televiziji gospod Janša dejal, da so že včeraj odhajajoči in prihajajoči ministri skupaj sedeli, se usklajevali in je celo dejal, da utegnemo dobiti vlado, torej potrjeno vlado, prav zaradi razmer že do konca tega tedna. Je to realno in pa kot zdravstveni minister menite, da je nova ekipa dovolj seznanjena, da bo peljala zadevo
naprej, tako da bomo zajezili ta virus. Torej, odgovor obeh me zanima in pa kako je pripravljena, je možno, da dobimo vlado že ta teden. In še eno vprašanje, neka informacija je, da naj bi bil okužen predstojnik porodnišnice, a to drži ali ne? Hvala lepa. Kar se tiče odgovora na pismo, smo ga poslali kakšno uro pred tiskovno konferenco, tako da odgovora ne odhajajočega, ne prihajajočega predsednika vlade še nimam in žal ta trenutek ne morem odgovoriti. Kar se tiče prenosa dela in hvala seznanitve z situacijo, sem bil tudi sam posebno včeraj prisoten na tem sestanku, kjer smo bili tako ministri stari kot del ministrov tudi nove vlade. Osebno sem ministre nove vlade in novega predsednika vlade seznanil podrobno z situacijo, torej epidemiološko sliko, situacijo, ukrepi, ki jih izvajamo, ukrepi, ki jih pripravljamo in nadaljnimi koraki, ki so nujno potrebni. Seveda smo vsak dan tudi v stiku, tako da verjamem, da bodo vse, kar se tiče Ministrstva za zdravje in mene osebno, vsi novi ministri in tudi predsednik vlade dobili prav vse informacije, da bodo lahko takoj prevzeli delo v tej situaciji. Kar se tiče pa imenovanja vlade v petek, pa vam žal ne morem povedati, ker ne vem, kako daleč je sam postopek. Najprej morda še odgovor na prejšnje vprašanje glede zdravljenja intenzivni. V enoti intenzivne terapije na infekcijski kliniki imamo enega pacienta, ki je pozitiven na koronavirus, vendar pa je njegovo zdravstveno stanje bilo pred sprejemom slabo, ne zaradi samega koronavirusa, ampak zaradi predhodne poškodbe, tako da je bil pred premestitvijo v intenzivno enoto na infekcijski kliniki operiran in potem premeščen. Njegovo stanje je pa seveda kritično. Gledano zaradi polimorbidnosti in vsega. Ne je izolirano samo zaradi virusa, ampak virus je samo dodana težavnost temu skupnemu stopni bolezni. Kar se tiče obolelih na ginekološki kliniki oziroma zaposlenih, tisto, kar lahko potrdim, je, da je na ginekološki kliniki 5 zaposlenih bilo pozitivnih pri testiranju, da so vsi sodijo v vodstvo klinike in da so bili umaknjeni iz procesa vse potencialne kontakte, smo našli in jih tudi testiramo, tako da bomo izvajali v naslednjih urah tudi mirno lahko rekli, da smo vse ukrepe izvedli ustrezno in da lahko z nekim bolj umirjenim tempom sledimo naslednjim dnem na ginekološki kliniki. Hvala. Nova 24, izvolite. Jaz se prečujem samo eno pod vprašanje še za gospoda ministra. Prej ste razlagal o teh zaprtih mejnih prehodih oziroma kontroli na meji z Italijo. Rekli ste, da za tranzit ne velja. Zakaj za tranzit ne velja? Je kakšen poseben razlog, da so se tako odločili? Če pa recimo se spomnimo, da je sosednja Hrvaška kontrolo na meji Slovenije najprej uvedla ravno za tranzit. Poglejte, pri tranzitnih potnikih bomo ravno to je bila debata, pred da sem prišel na to tiskovno konferencijo, da enostavno tranzitne potnike, torej omejimo gibanje, torej gre samo za tranzit čez Slovenijo in se v Sloveniji naj ne bi zaustavljali. Naša ocena je, da trenutno ne moremo tudi tranzita zaustaviti, saj gre za pomembne nabavne in logistične poti in lahko uporabimo tudi delovanje države. Zato je bil tranzit kot takšen tudi izključen, ni to samo cestni promet, tranzit, veste, da spadajo tudi vlaki, kjer pa pravzaprav ta promet mora teči, seveda bomo pa dogovorili detajle, kako bo potekal pa potem tudi nadzor znotraj države, kar bo verjetno naslednje vaše podvprašanje. Ampak ravno potem je tekla pred tiskovno debata. STA, izvolite. Kratko vprašanje. Sem še eno vprašanje za gospod Huk, glede osnovne šole v Kamniku, in sicer me zanima, za ta put Krežno namenišča, ki bo zelo odpravil teh 14 ljudi. Že takoj na začetku razprave in prvih navodilih, ki so bila dana v zvezi s potencialnimi okužbami in preventivnimi ukrepi, so šole dobile navodila tudi za pripravo načrtov
v primeru, kako bodo čim bolj nemoteno izvajale pedagoški oziroma ta izobraževalni proces, ki ga morajo izvajati. Tako obstaja več različnih načinov, torej, če gre za zaprtje zdaj 14 dni v tem konkretnem primeru, bomo ocenili glede na situacijo, ali se da izvajati pouk tako, da bodo dobili prek elektronske pošte priprave, navodila, kaj ne delajo in se bo potem pač v manjšem obsegu nadomeščal ta pouk, ali pa bo potrebno odrediti, na kakšen način se bo pouk potem naknadno nadomeščal. Upoštev seveda pridejo samo izvajanje torej ur pouka, torej ali krajše ure, ali ob sobotah, ali podaljšanje v počitnice, vse je odvisno seveda od situacije, kako dolgo bo trajalo, kakšno obsegu se bo to izvajalo in na podlagi tega se bomo tudi odločali in dajali navodila. Šole v nobenem primeru ne bodo prepuščene same sebi, ampak bomo to delali koordinirano, zato da bo veljalo za vse enake primere enako in da ne bodo v tej negotovosti tudi ne starši in učenci. Hvala, Pop TV, naslednji ste. Gospod Šabeder, lahko prosim še enkrat naštejete po regijah, koliko je teh pozitivnih primerov, ki se ne skladajo številke? Seveda. Zadnji podatki, imamo 47 pozitivnih testov, v Ljubljanski regiji 27, na Dolenjskem in v Beli krajini 12, na Štajerskem 3, na Primorskem 3 in v Murski Soboti 1. To so podatki, ki sem jih dobil minuto pred tiskovno konferenco. Tih je 46, še eden manjka. Bomo preverili. Glede, tisto sem malo pozdravljen, ko sem prihajal sem, tako da lahko da se imamo res napak. Hvala. Zadnje vprašanje, izvolite. Želela bi vprašati, koliko časa traja, se pravi, koliko časa traja, da dobijo, da so rezultati testirancev in ali so njih obveščeni, se pravi, vsi testirani, tudi tisti, ki so testirani negativno? Včeraj smo bili obveščeni, da do izvide pri nekaterih traja nekaj časa dlje. Tudi iz klicnega centra smo dobili podatke, da nekateri čakajo tudi 24 ur. Zato smo ravno včeraj se dogovarjali in tudi danes, kako bi se pot dostave vzorcev na analizo seveda pospešilo. Tukaj se bodo vključili tudi predstavniki civilne zaščite oziroma organizirane druge službe. Morate pa vedeti, da vsako testiranje ni enako pomembno oziroma nima enakega pomena za zdravje. Pri bolnikih, ki so kritično bolni, se mora izvesti testiranje takoj. Če pa imamo zgolj preiskovanje nekih visokorizičnih kontaktov, ki praktično nimajo simptomatike ali lahko imajo blage simptome, potem pa lahko to testiranje počaka. Namreč tudi laboratoriji imajo omejeno kapaciteto in morajo prvenstveno pogledati tiste, ki jim je to življenjsko pomembno. Hvala. To je to za enkrat, seveda vas bomo vsem sproti obveščali.